la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer que tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Blaž, živa, pozdravljen, kako si? Pozdravljen, kaj naj rečem? Been better, been worse. Tako nekako, ja. Bilo je že boljš, bilo je že slabš. Glih razmišljal sem zdaj, preden so začela snemati. Na začetku tega leta so se poslovila v podcastu od Kobija, zdaj na koncu tega jebenega 2020 leta pa še Maradona. Še ena legenda nas je zapustila. Res se zdi letos, da je dosti znanih, legendarnih športnikov nas zapustilo, ampak Kobe na začetku leta in Maradona zdaj, dva športnika, ki sta pa pustila res gromozanski pečat po celem svetu, med vsemi ljubitelji športa, tudi tistimi, ki niso imeli radi košarke ali nogometa. Vsi so vedeli, kdo je Kobe in kdo je Maradona, in danes bova poskušala malce spregovoriti o karieri tega fenomenalnega igralca, za katerega si ti, ko so debatirala pred začetkom tega, dobro rekel, da se ti zdi, da je verjetno on bil prvi svetovni športni superzvezdnik, nek global superstar, ki so ga poznali na vsakem kotičku tega planeta skoraj da. Povsod so vedeli, kdo je Maradona, in po teh odzivih, ki jih zdaj vidimo, se res zdi, da je temu tako. Njegova legenda bo tudi po njegovi smrti, mislim, da živela naprej. On pa Pelé sta sinonim za najboljšega igralca vseh časov. Pač jaz ne mislim polemizirati, ali je Pelé boljši, ali je Maradona boljši, ampak vedno, ko se pogovarjaš o tistemu najboljšem vseh časov, sta te dve imeni tisti glavni, ki se jih omenja, in tudi otroci sedaj, bom rekel, 6, 7, 8, recimo 10 let stari otroci, če ga vprašaš, kdo je najboljši nogometaš vseh časov, ti bo verjetno odvrnil ali Maradona ali pa Pelé. In to je nek podoben kulten status, kot ga ima recimo v košarki Michael Jordan, kjer še sedaj otroci pač na to isto vprašanje, kdo je najboljši košarkar vseh časov, odgovorijo Michael Jordan. Jaz mislim, da ta status pri Maradoni ne bo šel nikoli v pozabo. Sedaj imamo Messija, ki je fantastičen igralec, naredil je čudovite stvari, ampak mislim, da tako legendarnega statusa, kot ga je v celotni svetovni javnosti imel Maradona, mislim, da ne bo še tako zelo hitro dosegel. Ti si rekel zdaj dva najboljša nogometaša vseh časov. Seveda je treba tukaj zraven omeniti tudi Messija in morda Ronalda, vsaj ko govorimo o tem stoletju, ampak ko govorimo pa o 20. stoletju, o prejšnjem stoletju, pa ni dvoma, da sta to stoletje v nogometu in tudi v športu dobro zaznamovali dve imeni, Pelé in Maradona. Pelé pred Maradono, Maradona tam nekje od konca 70-ih do 90-ih, pred njim pa Pelé. Tako kot si ti rekel, med navijači se zdi, da obstaja konsens, in ko je pred 20 leti FIFA izbirala najboljšega nogometaša zadnjega stoletja, 20. stoletja, je Diego Maradona takrat po glasovanju navijačev na spletu bilo glasovanje, po različnih državah so imeli tudi organizirana glasovanja, in je Maradona takrat z naskokom zmagal. Mislim, dobil je 54% vseh glasov za najboljšega nogometaša 20. stoletja, na drugem mestu je bil pa Pelé z 19%, na tretjem pa Eusebio z nekaj
več kot 6%. Vsaj tako so recimo pred 20 leti menili navijači in očitno pri njih ni bilo dvoma. Pri strokovnjakih in novinarjih, ki so takrat glasovali, je pa Pelé zasedel prvo mesto, na drugem je bil legendarni Alfredo Di Stefano in na tretjem Maradona. Maradona in Pelé sta pa edina, ki sta bila med prvo trojico ali pa med prvo peterico na seznamu navijačev in seznamu novinarjev in nekdanjih nogometašev. Tako da res glede tega se zdi, da obstaja konsens in po reakcijah, ki jih zdaj lahko vidimo po celem svetu, reakcijah, ki prihajajo iz celega sveta, na spletnih omrežjih lahko vidimo posnetke žalovanja, predvsem seveda iz Argentine, ampak tudi iz Napolija in pravzaprav povsod. Reakcije znanih športnikov, ne samo nogometašev, košarkarjev, ogromno NBA igralcev. Videl sem tudi včeraj, da so skoraj da vsi igralci Mavericksov tvitnili svoje sožalje in žalost ob tej novici in to seveda ne preseneča. Ne nazadnje, ko si omenjal Kobeja, tudi Kobe je bil zelo velik ljubitelj Maradone in je dejal, da takrat, ko je živel v Italiji, da je v bistvu spremljal nogomet ravno zaradi Maradone in da je pač navijal za Napoli zaradi Maradone. Tako da Kobe je rekel, Maradona je bil moj idol, ko je odraščal. Mislim, je zanimiva tudi zgodba Maradone. Bom rekel, on je iz neke revne družine, ker v Argentini je to bilo nekaj v bistvu stalnega za igralce v tistem času, da so prihajali iz revnih družin. Zelo zanimiva zgodba je, da je on prišel na trening Argentinos Juniors, to je bila prva ekipa, za katero je on igral, tam pri 8 letih in je že takrat kazal take sposobnosti nogometne, da mu niso verjeli, da je star le 8 let. In je mogel pokazati osebno izkaznico, kjer je pisal, da pač je star samo 8 let, zato ker so ga hoteli dati malo v više kategorije igrače. No in potem je on v tistih mladinskih selekcijah začel in v tistem času, ko je on bil tam v mladinskih selekcijah, so imeli neko tako noro cifro nepremagljivosti, nekih 136 tekem brez poraza so v tej seriji z njim naredili. No, potem je pa pred 16. rojstnim dnevom zaigral za člansko ekipo Argentinos Juniorsov, kjer je igral v bistvu od 76. do 81. leta in v tem cajtu prispeval 115 golov na 167 tekmah. Potem je pa 81. leta prestopil v njegov najljubši klub v Boca Juniors, kjer je pa v bistvu ostal samo eno sezono. No. V tem času je na 40 tekmah dosegel 28 golov. Potem je pa sledila ta selitev v Evropo k Barceloni, kjer je za takrat rekordnih 3,5 milijone evrov prestopil, tam ostal v bistvu samo 2 sezoni in potem odšel v Napoli, kjer pa se je začela 84. leta povsem druga zgodba. V Napoliju se je potem začela v bistvu legenda o Maradoni, vsaj kot svetovnem fenomenu. On je imel status fenomena že tudi prej, bom rekel, že temu priča dejstvo, da ko ga je Napoli kupil takrat za 5 milijonov evrov, je on priletel na štadion s helikopterjem in na štadion je bil nabito poln. 75,000 navijačev je bilo na tribunah, so vpili njegovo ime in v bistvu on je kult osebnosti začel že s prvim dnem, ko je stopil na štadion Napolija. Takrat je pa res zasijala ta njegova zvezda, ker Napoli pred njim ni bil nič posebnega in on ga je v bistvu potem dvignil na povsem nov nivo. Z njim je osvojil UEFA pokal, kar je zdaj neka enačica Lige prvakov. Tudi 2 naslova Serie A je osvojil. To, kar je on v bistvu naredil z Napolijem, ni od takrat naprej, niti prej, niti po njem, ni nihče naredil takega uspeha za tako ekipo, kot je bil to sposoben takrat narediti Maradona in to daje njegovemu kultnemu statusu še večjo težo. Mislim, ne nazadnje v Napoliju sedaj jokajo za njim enako kot joka celotna Argentina. Mislim, on je tam res heroj bil in bo in mislim, ne nazadnje tudi Napoli je že sporočil, da bodo svoj stadion San Paolo preimenovali v stadion Diega Maradone, tako da če to ne pove veliko o njegovem statusu, potem ne vem, kaj pove. Ja, njegovi klubski in reprezentančni uspehi v 80-ih govorijo sami zase, so dovolj zgovorni in na zelenici je dosegel vse, kar en igralec lahko, poleg njegovih igralskih dosežkov.
pa seveda še njegovo zasebno življenje in ta dualnost Maradone kot globalnega superzvezdnika, bad boya na nek način, izven zelenic, na drug način svetnika, ki je vedno organiziral razne dobrodelne akcije in se vedno posvečal revnim, ker je sam izhajal iz zelo revnega okrožja in revščine. In res je bil osebnost, ki je bila kot nalašč ustvarjena za nogomet, za vse te mite, ki jih vedno pletemo okoli nogometa, okoli športnikov, ki jih potem povzdignejo na nivo božanstva na nek način, vsaj božanstva na dveh nogah. In Maradona je to v Argentini in Napoliju, pa verjetno pri mnogih navijačih po svetu, vsekakor bil. Saj samo spomnimo se tiste tekme 86. leta, pač ne moremo mimo tiste tekme in božje roke. Na tisti tekmi je dejansko pokazal to dualnost. Po eni strani je dosegel gol z roko, za katerega se nikoli ni upravičil, nikoli ni priznal, da bi naredil karkoli narobe, in še vsakič, ko so ga vprašali glede tizga, je pač rekel, pa ja, če grd izraz upravim, ja, nategnil sem sodnika in pač ratalje. Celo v enem intervjuju z Garyjem Linekerjem, ki je igral na tisti tekmi za Anglijo, je dejal, da pač enostavno v Argentini je to pač večkrat probo in da ene parkrat je pač ratal in potem je probo tudi na svetovnem prvenstvu in je ratala, ne, in mu je uspel zavesti sodnika, ampak na drugi strani imaš pa potem tisti fantastičen gol, ko v bistvu sprejme žogo na svoji polovici in potem preigra praktično celotno ekipo Anglije in na koncu še vratarja ter da gol. To je bil tudi gol, ki je bil izglasovan za najboljši gol stoletja in res dejansko tisto je maestralna predstava, bila maestralen gol, predvsem, če pomislimo, da v tistih časih so bile zelenice bolj njive kot pa zelenice. Mislim, in Lineker je tudi povedal, da je ta takratna površina bila tudi za tiste čase katastrofalna, tako da taka kontrola žoge na taki njivi je skoraj da tako, da bi po njivi takole slalomeral med branilci. Lineker je dejansko priznal v enem izmed zadnjih intervjujev, da je bil ta gol Maradone edinkrat v življenju, ko je bil tik na tem, da bi nasprotniku zaploskal za gol, ki ga je dosegel. Rekel je, da sicer se je na koncu vsem zadržal, ker bi ga v Angliji javnost bi ga dejansko pojedla, ampak je rekel, takrat sem bil najbliže temu, da zaploska. In Maradona je bil igralec, ki je to doživel večkrat. Namreč to, da so mu nasprotna občinstva, nasprotni navijači na najbolj divjih stadionih po Evropi zaploskali ob mojstrovinah. Zdaj so po njegovi smrti na družbenih mrežjih zaokrožili vsi mogoči posnetki in sem videl nek posnetek tekma med Barcelono in Crveno zvezdo na začetku 80-ih. 95,000 ljudi, če se ne motim, na beograjski Marakani in vsi so vstali in zaploskali po čudovitem lobu, s katerim je premagal golmana. Ja, ne pozanimo tudi 83. leta, ko so Realovi navijači zaploskali Maradoni. Mislim, da Realovi navijači ploskajo nogometašu Barcelone. Mislim, to se je zgodilo zelo malokrat in mislim, da nazadnje, ko se je to zgodilo, ko je igral za Barcelono še Ronaldinho, ampak pred Maradono in po Ronaldinhu se to ni več zgodilo. Pa vemo, kakšni navijači so navijači Reala, ko pride do Barcelone, tako da tudi to priča o nekem kultnem statusu Maradone. O njem obstaja 1001 zgodba in 1001 anekdota. Prav neverjetno je, ko sva za tale podcast se pripravljala in gledala. Mislim, človek je živel v bistvu polno življenje. Ni bilo pregrehe, ki si jo on ne bi privoščil. Ženske, droge, alkohol, hrana, vse v velikih merah. Živel je res, tako kot si rekel, 10 življenj v enem in zaradi tega verjetno tudi krajše življenje, kot bi ga lahko sicer. Ta del njegovega življenja je tudi nekaj, kar je verjetno skrajšalo njegovo nogometno kariero, ampak vse tako, kot so že rekla, v bistvu v tem času je dosegel vse
postal je kultni heroj. Mislim, že tudi ena stvar, ki priča o njegovem statusu, je 90. leta, kot je Argentina igrala v Italiji, v Neaplu, so igrali tekmo proti italijanski reprezentanci na svetovnem prvenstvu in se stadion ni mogel odločiti, ali navijajo za Italijo ali navijajo za Maradona. Mislim, da se ni še nikoli zgodilo in se tudi verjetno nikoli ne bo zgodilo kaj takega. Ne. Zanimivo je, da je umrl na isti dan kot še en legendaren nogometaš George Best in pa Fidel Castro. In nekako je njegovo življenje bilo kombinacija življenja teh dveh oseb na nek način. Bil je res fascinantna oseba. Čeprav je zunaj imel tako, recimo, temu nešportno življenje, ampak jaz bom rekel, da ta njegova genialnost, žoga je bila nekaj, kar je k njemu pasalo. On ni bil najhitrejši, ni bil najmočnejši, ni bil najbolj eksploziven, ni bil najbolj skočen, ampak ko je on dobil žogo v noge, je pač to bila čisto ena druga poezija in on je tudi zaradi tega si v bistvu lahko na nek način privoščil tak stil življenja, ker on dejansko ni rabil biti vrhunski atlet, da je bil čarovnik na igrišču. In vračam se nazaj k temu Linekerju, ampak on je recimo razlagal, da so igrali neko dobrodelno tekmo, kjer je bilo angleški igralci proti svetu in on sam je igral za reprezentanco na rekvajih sveta, zato ker je takrat igral za Barcelono. In je razlagal, da je Maradona vzel žogo, žongliral na sredino igrišča in potem je brcnil žogo v zrak, pa jo ustavil, pa jo nabil nazaj gor, pa spet počakal, da je padla, pa nabil nazaj gor in to je naredil 13-krat. In v tem cajtu se je rabo premakniti, zato da je žoga nazaj ujel največ 2 do 3 metre, je rekel. Ampak nabil zrak z vso silo. To je treba tudi poudariti, da je žoga šla neverjetno visoko, ni se on malce, ni brcakal malce, ampak brcnil z vso silo in potem sprejel žogo praktično na mesto, se je vrnila nazaj gor. In on je to ponovil 13-krat in zdaj kaj je tukaj fascinantnega pri tej zgodbi, da je rekel Lineker, da so oni potem v Barceloni na treningu probali to narediti, in da največ, kar jim je ratal, je bilo 3-krat. In že ta tretjič so v bistvu že kar v velikem loku lovili tisto žogo, kam bo letela. In on je rekel, da to je bilo tako nepojemljivo in vsak, ki je kdaj profesionalno igral nogomet oziroma vsaj malo bolj rekreativno ve, kako zelo težko je izvesti en tak manever, kaj pa šele to, da ga izvedeš 13-krat zapored in res fascinanten je bil svojim pregledom, svojim tehničnim sposobnostmi, kako je zadrževal žogo. Mislim, noro, res noro in najbliže temu v tem trenutku pride Messi, lahko potegnemo neko to paralelo, ampak jaz mislim, da je, kar se tega tiče, celotna persona in celoten, bom rekel, karizma, ki jo ima Maradona, jaz mislim, da je on še vedno boljši nogometaš od Messija. Vsa ta mitologija, ki je spletena okoli Maradone, eno je tisto, kar obe argentinski legendi počneta na zelenici, sta počela na zelenici, kar smo videli v igri, to so ene stvari, potem pa, ko dodamo Maradoni še vso to mitologijo, ki se je spletla okoli njega, ta globalni fenomen, vse te zgodbe, zdaj sva jih tam par omenila, jih je pa tako, kot si rekel, milijon, ta čar, ta magija, vse to, ta dualnost, da je bil v enem svetnik in grešnik, dober in slab, da se je zavedel svojih slabosti po eni strani, ampak po drugi strani še vedno počel neumnosti, nekako ujet v to človeško naravo, ki je pa v bistvu vsakem človeku na nek način, ampak pri njemu pa seveda vse to potencirano do skrajnosti in tako potem seveda dobimo neko larger than life osebnost, kot bi rekli, večji od tega življenja in legende. Živega Boga dejansko. Dios, zato se ga je prijel vzdevek Bog v Argentini, ga ne kličejo drugače kot Bog in za njih je Bog na 2 nogah, božanstvo in o takih ljudeh, ravno takih ljudeh, ki so tako človeški, ki imajo te skrajnosti vse dobro in slabo in ki se s temi napakami tudi soočajo, jih priznavajo, o njih govorijo. Taki ljudje ponovadi tudi množice najraje sprejmejo. Najmanj pa seveda tiste hinavce, ki se delajo, da so popolni. In to mislim, da je tisto, kar je bilo pri Maradoni dobro, da pač on ni nikoli se delal, da je popoln. Vedno je priznaval svoje napake, govoril o njih
in se jih zavedal. Zdaj, kakšne lekcije lahko iz tega potegnemo, ne vem, to je pa verjetno že za kakšen drug podcast. Jaz sem malo bolj vajen kakšnih bolj striktnih analiz, kot takih bolj ontoloških debat, ali kako bi rekel Blaž. Ja, nekaj tazga, ja. O Maradoni lahko govoriva ure in ure, mislim tudi o tega, kako je delal svoje soigralce boljše. Mislim, on je takrat z Argentino 86 leta, pač ne smemo to pozavati, da tista ekipa, ne vem, če si lahko na prste ene roke naštel res tiste vrhunske igralce. Tudi potem 90 leta ni bilo nič kaj pretirano bolje. Mislim, on je dejansko tam pripeljal vsaj na papirju bistveno slabšo reprezentanco od tistih favoriziranih, potem do naslova prvaka. Mislim, že to je tisto, kar mu daje kultni status. Da je to tudi zadnji naslov Argentine, res je bil unikum v nogometnem svetu, tako ali drugače. Bil je super zvezdnik, tudi pri vseh teh letih je še vedno, kjerkoli se je pojavil, se je trlo novinarjev, navijačev, vsi so ga želeli videti, mislim, kult osebnosti do popolnosti. Res je, Blaž, o tem bi lahko govorila še dosti časa, lahko bi še par ur, mislim. Življenje take osebe, kot je bil Maradona, tak kratek podcast ne dela pravice. Želela sva samo spregovoriti tako par besed o tem izjemnem športniku, ki je seveda na vse ljubitelje športa pustil pečat, ne glede na to, ali so ga spremljali ali ne. In nič, Blaž, hvala, da si vzel čas. Ja, pač taki legendi se dejansko treba pokloniti, tako da za take stvari imam vedno čas. Bi pa tale podcast zaključil z izjavo Diego Armanda Maradone, mislim, da je bilo to nekje leta 2004-2005, vse v bistvu niti nima veze. Takrat je Diego posnel nek autointervju in je v bistvu sam sebe vprašal, kaj bi si napisal na nagrobnik, če bi umrl, in je dal naslednjo izjavo: hvala, ker sem lahko igral nogomet, saj mi je ta šport dal največ veselja in svobode, kot da bi se dotaknil neba z rokami. Po zaslugi žoge. Da, na nagrobnik bi si zapisal: hvala žogi. Temu nekaj dodajati. Hvala, Blaž, in se upam, da kmalu zopet slišal v novem podcastu. Ja, in upam, da z bolj veselimi temami. To pa nedvomno upajmo, ker mislim, da je tole leto vzelo že dovolj dobrih ljudi in je skrajni čas, da se leto in pa izgubljanje dobrih ljudi konča. Ampak ja, da ne bom jaz spet preveč v kakšno metafiziko zapadel in druge teme. Živa, Blaž. Adiós. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio Maradona, ¿qué le dirías? Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias a la pelota.